Voda je osnovna življenjska dobrina in kot taka javno dobro. Vsi državljani imamo pravico do vode pod enakimi pogoji, zato trdim, da ne bi smele obstajati tako velike razlike v ceni pitne vode. V Kopru stane kubični meter vode s kanalščino 2,31 evra. Pijemo torej najdražjo vodo v državi. Kupujemo 20% vode, 13% na Hrvaškem in 7% iz kraškega vodovoda. Redukcije zaradi suše lahko močno oslabijo naš turizem in ogrozijo kmetijstvo. In ker država daje soglasje k ceni vode, investicijam in ščiti vodne vire, menim, da mora poseči z ustreznimi ekonomskimi ukrepi ter poenotiti ceno vode iz primarnih virov. Oblikuje naj vodni sklad, iz katerega se bodo pokrili višji stroški zagotavljanja oskrbe z vodo v deficitarnih regijah. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da se 92% prebivalstva oskrbuje s pitno vodo, ki jo pregledujejo, 8% pa je oskrbe brez nadzora. Ljudje v takšni situaciji ne vedo ničesar o kakovosti pitne vode, ki jo uporabljajo. Kritično je na Celjskem, Ravenskem in Koroškem ter na območju Murske Sobote. Na obali 300 gospodinjstev še ni priključenih na javno vodovodno omrežje. Imamo 85.000 stalnih porabnikov, poleti pa to število naraste na 130.000. Potrebujemo 500 litrov vode na sekundo. In kakšno vodo pijemo v državi? Kar 23% vzorcev vode je bilo neskladnih, pri tem so problematična predvsem manjša naselja. Ugotovljena je prisotnost pesticidov, nitratov, arzena. Mikrobiološke kontaminacije največ na murskosoboškem, novogoriškem, koprskem in na novomeškem območju. Kaj pa varčevanje z vodo in zmanjšanje izgube vode v vodovodnem omrežju? Dnevna poraba vode v Sloveniji je med 180 do 190 litrov na osebo, v Nemčiji med 120 in 130. Varčevanje ima torej še nekaj prostora. Izguba vode rižanskega vodovoda Koper na 1000 km omrežja je v mejah primerljivih drugih omrežij, tako po konfiguraciji terena kot po starosti omrežja in znaša med 20 in 25%. Rešitev za Istro? Kot članica strokovnega sveta projekta za izgradnjo vodnega zajetja Padež v Brkinih zagovarjam stališče in tudi mestni odbor Koper pri Slovenski ljudski stranki zagovarja in prizadevala si bom, da se projekt realizira, vendar v manjšem obsegu od prvotnega. Časa ni veliko, saj je črpanje evropskih sredstev možno le do leta 2013. Zato pravim, gremo v akcijo!